Lep pozdrav! Danes se potapljamo v nekaj resnično posebnega, v edinstveno stičišče dveh kulturnih stebrov sodobne Japonske. Na eni strani imamo skoraj obsesivno zbirateljstvo animejev, na drugi pa nakupovanje najbolj futuristične tehnologije. Dva svetova, eno mesto. In ta kontrast med starodavno tradicijo in sodobno fantazijo je pravzaprav v samem osrčju japonske potrošniške kulture. Na prvi pogled se morda zdi, da sta to dva popolnoma ločena svetova, ampak kmalu bo postalo jasno, kako globoko sta v resnici prepletena. Ok, začnimo pri zbirateljstvu. Preden sploh stopimo v trgovine, je res ključno razumeti, zakaj je zbiranje animejev in mang na Japonskem toliko več kot le nek hobi. To je, veste, globoko zakoreninjena kulturna praksa. To ni nekaj, kar se je pojavilo čez noč. Korenine te umetnosti segajo stoletja nazaj, od starodavnih ročno narisanih zvitkov menihov pa vse do današnjega globalnega fenomena, ki je postal ključen del nacionalne identitete. Vlada to celo aktivno promovira po svetu v okviru strategije imenovane Cool Japan. In govorimo o res ogromnem trgu. Letna vrednost prodaje mang presega 600 milijard jenov. Da si lažje predstavljamo, to je več kot četrtina vse tiskane literature na Japonskem. To samo kaže, kako močno je ta medij vpet v vsakdanje življenje. In kaj se pravzaprav zbira? No, paleta je neverjetno široka. Od cenovno dostopnih igraček iz avtomatov, ki jim rečejo gašapon in stanejo par evrov, do res redkih, originalnih animacijskih folij. Te so lahko vredne tudi 1000 evrov in več. Zbirajo se celo stripi, ki jih ustvarjajo in samozaložijo kar oboževalci sami, znani kot doujinshi. No, pa dovolj teorije. Odpravimo se tja, kjer se dogaja vsa akcija. Poglejmo si, kako v praksi poteka ta lov na zbirateljske zaklade v samem srcu Tokija. Seveda, vsi poznajo Akihabaro z njenimi bleščečimi neonskimi lučmi. To je slavni center dogajanja. Ampak, veste, pravi poznavalci in iskalci redkih kosov pogosto zavijajo v Nakano Broadway. To je pravi labirint manjših trgovinic, kjer se skrivajo rabljeni dragulji iz 80-ih let in pozneje. In da dobimo občutek za razsežnosti, poglejmo si trgovino, kot je Animate. To ni samo trgovina, to je 9-nadstropni kulturni center, ki je v celoti posvečen tej eni strasti. Največja, v predelu Ikebukuro, ima celo svoje gledališče. Neverjetno. Več kot 700 000. To ni število prebivalcev manjšega mesta, ampak število obiskovalcev na enem samem dogodku Comiket. Ta se odvija 2krat na leto in je največji dogodek svoje vrste na svetu, kjer oboževalci prodajajo svoja lastna dela. To ni samo tržnica, ampak dokaz neverjetne moči te skupnosti. Ampak, kot rečeno, zbirateljstvo je le ena plat zgodbe. Obrnimo kovanec in si poglejmo še drugo. Legendarne večnadstropne japonske templje elektronike, kjer se zdi, da je prihodnost na prodaj. Tukaj imamo dva glavna igralca, Yodobashi in Big Camera. Čeprav sta si na videz podobna, vsak ponuje malo drugačno izkušnjo. Yodobashi navdušuje z res ogromnimi, specializiranimi trgovinami, medtem ko je Big Camera morda malo bolj prijazen do tujih obiskovalcev in ima več poslovalnic. In če se kdo kdaj odpravi tja na lov za tehnologijo, je dobro imeti v mislih nekaj praktičnih nasvetov. Naprimer, možnost nakupovanja brez davka s potnim listom. Pa seveda, preveriti je treba električno napetost, razlika med Japonsko in Evropo je kar pomembna. In zdaj pridemo do tistega najbolj zanimivega dela. Kako se ta dva na videz tako različna svetova, torej otaku kultura in visoka tehnologija, ne samo srečata, ampak se dejansko zlijeta v nekaj povsem novega. In to zlitje je dobesedno, fizično. V stavbah, kot je recimo Radio Kaikan v Akihabari, lahko v enem nadstropju kupujemo redke anime figurice, nadstropje nižje pa najnovejše računalniške komponente. Fantazija in tehnologija živita pod isto streho, ker ena poganja drugo. In to nas pripelje do bistva. Tehnologija tukaj ni sama sebi namen, ni le za praktično uporabo. Postane orodje za izboljšavanje in poglabljanje v svetove animejev in mang. Od videoiger do ustvarjanja digitalne umetnosti, lahko bi rekli, da inovacija obstaja zato, da podpira fantazijo. In tako se na koncu vprašamo, ko nakup ni več le predmet, ampak postane spomin, in ko hobi ni več le hobi, ampak postane del identitete,
kaj v resnici sploh kupujemo. Zdi se, da na Japonskem te dejavnosti presegajo preprosto trgovino. Postanejo način, kako posameznik oblikuje svojo identiteto in se poveže s kulturo, ki jo ljubi.